V imenu knjižnice Medvode dober večer in dobrodošli na ukrajinskem večeru z naslovom Knjige skozi zgodbe in zgodbe skozi knjige, na katerem se bo predstavilo slovensko-ukrajinsko društvo Ljubljana Kijev. Zastopali ga bodo Andreja Hevka, Jože Šimec in Ina Demčenko-Frlih. Program pa bo povezoval Oleg Rogoza iz Društva Ukrajincev Slovenije Razum. Za glasbeni vložek pa bo tudi poskrbljeno, sicer strani ukrajinskih beguncev oziroma njihovega pevskega zbora Drevo volje. Želim vam en prijeten, ukrajinsko obarvan večer. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Dober večer, hvala vsem, ki ste prišli. Moje ime je Oleg Rogoza, bom danes povezoval ta pogovor z našimi gosti. Pravzaprav, mogoče kot nek kratek uvod, da povem malo vas, sicer kot cel pogovor temu namenjen, ampak vendarle Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kijev je bilo uradno ustanovljeno 8. oktobra 2015 v Ljubljani. 3 ljudje rojeni v različnih krajih. Ukrajinec rojen v Bosni in že več v Sloveniji že 50 let, predstavnik tako imenovane stare diaspore, predstavnik društva gospod Andreja Hevka, Jože Šimec, rojen v Beli krajini, ljubitelj kulture, umetnosti in čebelar, član ukrajinskega pevskega zbora Drevo volje in Ukrajinka Ina Demčenko-Frlih, ki v Sloveniji živi že 16 let in je predstavnica tako imenovane nove diaspore. Na prvi pogled nimajo veliko skupnega, a kljub temu in različnemu ozadju so se združili, da bi naredili nekaj več za Ukrajino. Društvo je začelo delovati v času, ko je Ukrajina doživljala zelo težke zgodovinske trenutke. Po revoluciji dostojanstva 2013-14, aneksije Krima in začetku vojne v Ukrajini. Andreja, Jože in Ina so se srečevali že prej na različnih ukrajinskih kulturnih dogodkih, vendar je ravno ljubljanski Euromajdan, ki so ga takrat organizirali kot posamezniki, postal skupni imenik 3 ustanoviteljev. Pred formalno ustanovitvijo so nekaj časa delovali prostovoljno kot skupina Razum, ime ne povezano s trenutnim društvom Razum, ampak vendarle poudarja to skupnostno noto, ki jo imamo. Imeli so svojo spletno stran in časopis Situacije, organizirali so dogodke za ukrajinsko skupnost in za domačine ter sodelovali v več humanitarnih projektih. Društvo je na to uspelo povezati ukrajinske skupnosti iz Italije in Hrvaške ter podpisati memorandum o sodelovanju Alpe Adria v Štanjelu, ki uspešno deluje še danes. Poleg redne udeležbe na praznovanjih dnevov Tarasa Ševčenka vsak mesec v Štanjelu, kjer stojita spomenik velikemu pesniku, tako imenovanemu ukrajinskemu Prešernu Ševčenku in njegovemu prevajalcu, slovenskemu duhovniku Jožetu Abramu, izvajajo številne projekte. Miklavževanje za ukrajinske otroke, decembru, hod vezanih srajc, maja, kulturni večer Boš, maja pa tudi sedaj novembra, sodelovanje s pevskim zborom Drevo volje, katerega ste sedaj slišali in tako dalje. Društvo je redni član Svetovnega in Evropskega kongresa Ukrajincev. Najlepša hvala. Imam tudi sicer seznam vaših dosežkov, ampak mislim, da bo nekako bolj naravno, da vaše dosežke in to, kar delate že vrsto let, boste povedali sami v svojim besedi. Mogoče začnemo tukaj pri začetku, kot je tudi v tekstu navedeno, obstajajo tako imenovane različne generacije Ukrajincev, ki so prišli v Slovenijo. Če nam morda lahko razložite, gospod Hevka, vi ste tako imenovan član oziroma predstavnik stare diaspore. Kaj pravzaprav predstavlja, kakšna je to ta stara diaspora? Najprej, dober večer vsem skupaj. Zelo sem srečen, da vas vidim, da ste skupaj z nami in da smo mi z vami. Torej, zelo lepo nas je gospod Oleg prikazal, torej povedal nas. Vidite v ozadju naše fotografije. Tukaj je, bi rekel, ustanovitelji, ko smo rekli, tega društva, Ina Demčenko in Jože. Torej, mi smo še kako skupaj in bomo vedno skupaj, tako kot z vami in vi z nami, mi z vami. A stara diaspora, veste kaj, to je, kot se reče temu 120 let nazaj, je bila Avstro-Ogrska in so naši Ukrajinci bili prisiljeni, oziroma niso bili prisiljeni, ker je bila skupna država, Galicija, tako imenovana, bi rekel Zahodna Ukrajina,
in to je bilo v tej sestavi Avstro-Ogrske in bi rekel, mi smo se rodili tam. In so rekli potem, ko je Turčija propadla in so rekli, zdaj pa pejte vi iz zahodne Ukrajine v Bosno, ne, torej v isto državo, in da je ta država čist na koncu, bi rekel, ker Slovenija, bi rekel, tako v centru. In Slovenija ima, bi rekel, 100-letno zgodovino za Avstrijo, za Avstro-Ogrsko in vsemi temi, tako da za zahodno Ukrajino je to bilo najlepše obdobje, čeprav so rekli ječa narodov, Avstro-Ogrska, ampak za nas je to bilo čudovito in odlično. In tako so naše babice, prapravice, detki, se pravi tam natančno 1906. leta so prišli v Bosno, se pravi v veliko slabše kraje, kot je v Ukrajini. Ker jaz sem imel to čast, torej moj oče ni videl Ukrajine, moja mati ni videla Ukrajine, vsi smo čisti Ukrajinci, tukaj moja sestra Jelena, moj zet Rade, tako da oni to dobro vejo, o čem govorim, in so prišli v veliko slabše, kot je v Ukrajini. Torej prideš tam v Ukrajino, tam, kjer smo se mi rodili, to je zame raj. Ampak šele leta 2009 sem imel čas, da prvič grem v Ukrajino. Ker od 1906 do 2009, torej 100 let ni bilo železna zavesa in ni bilo šanse, da se gre, bi rekel, ali iz Ukrajine v Bosno ali iz Bosne v Ukrajino. Tako da sem prebil let, kot se temu reče, in koma je to meni uspelo, sem se bal, kako bo, kaj bo. In torej Ukrajina bila še mlada država, se je komaj da ustanovila in ustanavljala, in tako da sem bil zelo srečen, ko sem tja prišel in ko sem videl to in kako so me tam sprejeli in kaj sem ugotovil, da govorimo enakim jezikom. Torej, kot da ne bi nikdar šel tja, torej isti dialekt, ista govorica, vse isto. Kot da je nekaj neverjetnega, da 100 let v bistvu ne pomeni nič, in da ti v bistvu živiš naprej svoje življenje, ampak hkrati moraš vedeti, kje so tvoje korenine. In veste, kakšen občutek je to, da ti po 100 letih greš tja in da ti občutiš ta, mislim, sam prehod čez mejo iz Madžarske na Ukrajino. To je 9 ur v bistvu, to ni veliko, ampak veste, kako to bije srce, kako je človek vznemirjen in kako je to lepo, da prideš v svojo državo, torej izvorno državo, tam, kjer si nastal in kjer si bil. Torej, brez korenin mi ne moremo živeti. Torej, enako Slovenci, enako vi, ki ste prišli tam zdaj, nova generacija, torej vedno tvoje srce in tvoja duša tam ostaja, kjer si ti bil. In celo sem jedel s hruške tam, kjer so naši detki, babice jedli, torej 200 let stara drevesa, 2 hiši, torej vse je tam ostalo in živi, nekako vsi so šli, torej ogromno nas je, ko je tam povsod po svetu, rasuto in Kanadi in Avstraliji in v ne vem kje, Ameriki. In ko smo rekli, po 100 letih smo se začeli zbirati in se še zbiramo in bi rekel, celo smo najeli te naše stike. In celo smo dali preveriti DNK in 100%, tako da to drži. In s takimi občutki ste pravzaprav želeli obdržati to povezovanje z Ukrajino, tudi ko ste prišli v Sloveniji, je to bil razlog za ustanovitev društva? Razlog je bil seveda, da se pomaga, ampak jaz sem veliko prej deloval za Slovenijo, Ukrajina, torej pobratil, tako rekoč, ljudem govoril vedno resnico, kaj je to Ukrajina, in torej Slovenci zelo malo vejo o Ukrajini. In težko je to nekaj dopovedovati in povedati, ker ljudje ne razumejo. Tako so nastale tudi skupni močmi, tudi pa z mojo, bi rekel, veliko angažiranostjo, 14-15 knjig, tako da veliko se pove skozi knjige in veliko se tudi da narediti, če ozaveščaš ljudi in če govoriš ne samo o sebi, ampak o svojemu narodu. Ker vsak je lahko ponosen, da je pripadnik nekega svojega naroda in jaz pravim, vsi narodi lahko živimo skupaj in to je to dokaz, da imamo Slovence, Ukrajince in ne vem kjere. Vsi smo mi lahko dobri ljudje in vsi sodelujemo. Tako smo tudi ustanovili to društvo Alpe Adria, torej društvo brez meja in smo tudi člani Evropskega kongresa, Svetovnega kongresa in zdaj gremo tudi v Novi Sad, to bo po jutrišnjem in to se bo zbralo 40 držav.
Torej, ukrajinska diaspora je najmočnejša v svetu in skoraj da enako število je za mejami Ukrajine in torej, če Ukrajina ima zdaj 40-45 milijonov, diaspora po svetu šteje najmanj 30 milijonov. Torej, to so podatki, ker se vedno srečujem z ljudmi in povsod imaš tam v Japonski, imaš Ukrajinca, imaš na Kitajske, imaš v Belgiji, imaš v Nemčiji, torej ne vem, če je kje na zemeljski krogli, da ni Ukrajincev. Torej, kamorkoli greš, jih boš srečal. Najlepša hvala. Do tih se bomo se absolutno vrnili, tudi to je tema današnjega večerja, ampak vendarle ta, bom rekel, tudi nekako medgeneracijska, oziroma čezmejno sodelovanje, bi rad razčistil. Ina, vi ste tako rekoč pripadnica nove diaspore. Tukaj imamo v dvorani veliko beguncev, ki so prišli mogoče nekaj let nazaj. Oni bi verjetno se tudi strinjali, da so oni nova diaspora. Kako to delite oziroma kako se čutite? Ti mi boš vikal, to pomeni, da jaz sem že predstavnica stare diaspore. To je samo uradnost. Naj me to razčistiti, naj me vikati. Ampak tukaj je nekaj zanimivega, zaradi tega, da sem pred kratkim s puncami z druge generacije, bi rekla že, in jaz rekla, pridite na naš večer, bo predstavnik stare diaspore, jaz nove, ne, bo predstavnik iz stare diaspore, on mi reče, a to si ti? Joj, kako sem se užala, sem rekla, ne, to nisem jaz sem iz nove diaspore, tako da jaz bi rekla, da jaz sem že kao nova, ampak nažalost zaradi vojne že prihajajo nove ljudje in v bistvu ta diaspora nekako ukrajinska traja že stoletja, ne, tako kot Andrijevi stari starši prišli zaradi vojne, zdaj že koliko let kasneje spet prihajajo zaradi vojne. In zaradi tega jaz mislim, da tista naša ukrajinska društva toliko pomembna in mora biti res razum skupaj, ker to nažalost zdaj ne vemo, kdaj bo konec te vojne, mi moramo obdržati našo kulturo, našo zgodovino, jezik, tudi za naše otroke. Tako kot Andrijevi starši, ne? On je obdržal, on je tretja generacija, razumete? Jaz upam, da moji bojo govorili, ampak zdaj to je malo drugače. V tistih časih ni bilo internetov, ni bilo tega drugega, ljudi hodili bolj tam v cerkev, poslušali starše, je bilo več tega sodelovanja medgeneracijskega, zdaj vsi so v svojih mobilnih telefonih, tako da ne vem, če nismo kakšni dinozavri res zdaj tukaj, ne? Ki še se ukvarjamo s tisto kulturo. Andrij vem, da začel že tukaj od 2005 delovati v različnih društvih in smo se skupaj prišli 2015. Nekako, ko si omenjam že, in od takrat naprej peljamo tisto skupno zgodbo. Prej pa smo delovali po različnih društvih. Kako je bilo v tistih časih? Sedaj mislim, da vseeno smo Ukrajinci nekako prepoznani v slovenski družbi, tudi zaradi števila ljudi, ki je prišlo. Takrat morda v celi Sloveniji je bilo Ukrajincev, mogoče se motim, ampak nekaj tisoč, no, tako zelo laično. Se spominjamo teh številk, katerih smo se pogovarjali v tistih časih. Kako je bilo v bistvu voditi, ker si upam reči, da ste vi takrat bili nekako voditelji skupnosti v celoti. S kakšnimi izzivi ste se soočali takrat, pred vojno, oziroma pred veliko vojno, da bom natančen, v letih 2015, ko ste se ustanovili? Mogoče bi še Jože kakšno besedo povedal. Ja, bomo absolutno. Mogoče ima prvo ti potem pa... Lahko en odgovor na to vprašanje dal, ker on je Slovenec, mogoče on to z njegove strani bi... Absolutno. Gospoda Jožeta bi pa tudi vprašal, mislim, da vsi se vprašamo, ko vas poznamo, kako da Slovenec je postal toliko veliki član in to igra toliko veliko vlogo v ukrajinskem društvu, tako da mogoče dvojno vprašanje vam, s katerimi izzivi ste se takrat soočali, pa kako sploh, da ste se pridružili temu društvu? To situacijo sem večkrat že prej nekaj doživljal, nekaj raziskoval, vendar mi se niso odprla vrata tako v širino šele potem, ko sem se spoznal z Andrijem in mi je posredoval kovzarja. Pa sem še lažje šel v to razumevanje Ukrajine, ukrajinskega jezika.
ne rečem, da ni nič predstavljeno v Sloveniji o ukrajinski kulturi, vendar še vedno premalo. Se zahvaljujem knjižnici Medvode, da je dala prostor in čas. Tako da pričakujem, da še nadaljujemo v različnih kulturnih oblikah, da se ukrajinska diaspora predstavi in na en način zaživi. Toliko zaenkrat. Najlepša hvala. Morda se dotaknemo, in na to bomo nadaljevali, ampak bi prvo se dotaknil mogoče največjemu dosežku vašega društva in to te knjige, ki ste jih omenili. Jih je bilo kar nekaj, ste omenili številko 14. Je tudi vredno omeniti seveda Kobzar, ki je literarno največje delo v ukrajinščini, bi rekel, ampak kaj to pomeni za vas? Zakaj ste se lotili v bistvu literarnega dela na tak način in kaj v bistvu pomeni v širšem kontekstu ukrajinskega gibanja v Sloveniji? Zelo dobro vprašanje, pa tudi bi se osnovno na to, ko si ti prej rekel, kako so Slovenci in Ukrajinci sodelovali. Torej, kot se rekel, 100-letna zgodovina in celo obstaja podatek, da v Sloveniji, da je celo več kot 10 tisoč, 14 tisoč ukrajinskih, bi rekel, teh primkov. Tako da je to velik podatek in veliko Slovencev je bilo recimo tam v Lvovu, v Ukrajini, sodelovali, a enako so prihajali iz Ukrajine v Ljubljano in Slovenijo. Tako da je to zelo stara zgodba, ampak jaz sem se dotaknil teh knjig, kot si me vprašal. Torej, jaz ne morem živeti na tem svetu, da nič ne delam. Tudi zdaj, ko začel v penzijo, meni je največji obup, da moram sedeti doma in da nič ne delam in nič ne ustvarjam. Torej, en pesnik je rekel, ne smeš hoditi majhen pod zvezdami, nekaj naredi. In tako da smo naredili ne samo 14-15 knjig, ampak tudi 3 spomenike. Zdaj smo tudi z Zino sodelovali, torej imamo hologram Ukrajine, tam hologram Evrope, med temi 28 državi tudi 29 je naš hologram Ukrajina. A največji dosežek je to cel ciklus Tarasa Ševčenka, torej Kobzar. Treba je vedeti, da je to naredil Slovenec, ki nikdar ni bil v Ukrajini, ampak njegov prevod je med najlepšimi na svetu. Mislim, to je nek veliki čudež in ko sem jaz vedel za to knjigo, se pravi, lahko jo tudi pokažemo, se pravi, to je za Ukrajince kot kakšna Biblija ali pa sveta knjiga in smo rekli, to mora, nujno mora to, ker je ostalo samo 2-3 izvoda. Torej, to je izdano 1907, 8 ali 6, tako nekako, to nastalo v 2 delih. To je bil duhovnik Jože Abram in pač so to v Štanjelu se zbirali ljudje, ki so, bi rekel tako, slavili boje kozakov in so študirali to. In je ta Abram je dobil nalogo, da on... Pa niso ljudje, so bili znani slovenski. Znani slovenci, ampak znani, se pravi Krek, Janez Evangelist Krek, to je bil na čelu. Torej vse duhovniki, recimo Finžgar, Srečko Kosovel, tam potem ta, to je napisal Soči, Simon Gregorčič, vidite, vse so bili psevdonime, on je bil Serdenko. A veš, en je bil Ostap in tako naprej, to so bili kozaki, hetmani, breceli in tako naprej in je nastal tak prevod, da se mu vsi lahko poklonimo in smo rekli, dajmo najprej to knjigo narediti, da damo to Slovencem, ker tukaj je tak predgovor, ki ga je napisal Jože Abram, pa ne važno, da to pred 100 leti enako velja tudi danes. Mislim, nekaj neverjetnega, to si knjigo vzamite, preberite in boste videli, kakšna situacija bila takrat in točno zdaj se tako nadaljuje naprej. In to ne da mi kjerkoli obsojamo, ne da rečemo, vsi ljudje so dobri ljudje, ni na svetu, bi rekel, taki naroda, da je slab narod, torej samo obstajajo taki ljudje, ki so hudobni in ki ne pustijo drugim, da živijo in se razvijajo. Tako da smo po tej knjigi naredili, potem smo rekli, pa zakaj? Se pravi, če imamo knjigo, dajmo narediti še spomenik. In naredimo spomenik Tarasu Ševčenku, Štanjelu, ampak če je to prevajal Jože Abram, pa dajmo narediti še Abramov spomenik.
Tako da je mesto Štanjel, srednjeveško mesto, pojdite tja, to je za nas Ukrajince romarski kraj. To je nekaj neverjetnega, kakšne stike mi imamo tam, kako so nas ljudje sprejeli, kako so nas vzljubili in kako oni propagirajo Ukrajino in kako povabljajo druge in kako vsi, ki pridejo tja, se čudijo, pa kako to, kako Ševčenko, kako Abram, kako to, kaj je zdaj to. Torej, taki spomeniki v enem biseru Slovenije. A veste, mislim, to je res nekaj neverjetnega, kakšen dosežek je to bil in sploh se nismo mi zavedali, da delamo tako velikansko stvar. Pa še kipar je zelo zelo. Pa kipar je najboljši, bi rekel tako, med najboljšimi na svetu, to je Mica Begić. Tukaj včasih kakšna slika se vidi, Da. kako je še izdeloval. Svetovnega razreda, tako da večje sreče nismo mogli imeti in res je to res velikanski uspeh, to lahko tudi pogledate gor, kako smo to postavljali, kako smo to peljali te kipe in vse to zgodovina, recimo to povedano. Pa hologram Evrope nam je pomagal delati in v bistvu dobrodelno, čist brezplačno je naredil gospod Marko Pogačnik, ki je slovenski v bistvu izdelal, kako se reče, dizajn slovenskega grba. Slovenskega grba je naredil slovenski grb. Da, mi smo zelo On in njegova gospa, tako da to je res vrhunsko. smo opazili, da v hologramu Evrope ni Ukrajine, temu se je reklo ruska planota. In ko sem ga kontaktirala, je rekel, vse je ruska planota. Se je rekla, ja, razumem, Ukrajina je največja država na svetu, ali mogoče splačno tudi Ukrajino dati gor. In v bistvu bi takoj ni neki nasprotoval, pa me učil, kako je rekel, da je naredil vse brezplačno. Nam je malo pomagala MOL Ljubljana, pomagala z Torej, gospod Janković in prevozom, ampak Marika in Marko sta dobra prijatelja Ukrajine, tako da smo zelo ponosni in veseli in srečni, da taki ljudi nas podpirajo, kot Mica Begić, Pogačnik, to je že veliko pomeni za nas, da ne govorimo zdaj o Žižku. Ni ga danes z nami. Ni ga danes z nami. Če se vidite Ševčenko. Tako, če smo pri literaturi, mislim, da je vsekakor na mesto omeniti pač to klasično leposlovje, je pa tudi ogromen del ukrajinske kulture, je seveda kuhinja in vem, da zate ima zelo pomemben del, ki je pri srcu za boš si borila leta, tako da tudi pač je bilo natisnjeno. Povej prosim to zgodbo, koliko toliko na kratko o bošu, o tej knjigi, kaj to zate pomeni. Ta zgodba je na en način znana in neznana. Znana je v Ukrajini z ene strani mojega dobrega znanca, ni še prijatelj, ampak zelo dober znanc Evgen Klopotenko. To mi znamo, ker to je naš ukrajinski zelo popularen kuhar. Hvala, to je ta knjiga. No, in nastala je lani, leta 2024, je bila prej že ena taka predhodnica te knjige, ampak smo dobili en projekt pomoči za ukrajinske begunce in v sodelovanju z ukrajinskimi begunci naredili veliko takih receptov zanimivih in nam je Evgen Klopotenko tudi pomagal s slikami, tako da on tudi v tem projektu je. Kako je prišlo do Evgena, to je dolga zgodba. V bistvu sem se, kot si rekel, dolge čase borila za borš še v Franciji, ko sem živela prej in ko sem prvič slišala izraz ruska juha, me je kar pretreslo, ker za Ukrajince, če hočete užaliti Ukrajinca, rečete, da boršč je juha. To boste grozno užalili vse Ukrajince, tako da zdaj veste, kako nas. No in ko sem prišla v Slovenijo, sem skozi naprej to slišala izraz ruska juha. In kot se temu reče, enkrat je prišlo čez rob, ko sem šla zelo utrujena, bila neki slab dan, sem imela, pa pridem v Mercator in stoji taka ogromna babuška, ko se tukaj reče 5-metrovska v Mercatoru in nek projekt ruska kuhinja, jaz pridem in neke konzerve z ruskim borščem. In jaz sem imela tak šok, nisem vedela, kaj naj naredim, ker res na vsakem vogalu to kričiš in sem prišla, naredila tak A4, tukaj nekje slike skačejo, stojim, taka suha z enim tam na angleščini napisano in v bistvu sem na tak način začela flash mob, ki ga sem posredovala 3 ljudem v Ukrajini, med njimi je bil Klopotenko, ker sem ga malo prej že poznala preko Facebooka, zaradi tega, da potem se je izkazala, da je moja učiteljica ukrajinske književnosti in jezika in njegova teta. In on njegov oče iz mojega mesta. Potem Klopotenko je bil tudi v Ljubljani zaradi. V bistvu tako nekako navezali tok stik, da sem že, pač da sem tudi njemu poslala to. In on se je takoj odzval.
Tista dva človeka, ki sem prej tudi pisala, nista se odzvala. Evgenija se je takoj odzvala, naredi flashmob, naslednji dan je bilo to že na televiziji, sem tudi bila takrat na televiziji. In hvala Bogu, da Klopotenko ima tako voljo in željo to delati in to se speljalo do konca. Drugače so mi rekli tiste prejšnje ljudi, ki sem jim pisala, ja, vse mi kuhamo v velipašljaništvih, vse mi delamo neke skupne večerje pa to. Vse, to ni dovolj, vi morate to v UNESCO dati na seznam in tako naprej. Tako da sem zelo ponosna, da sem nekako kot član društva Ikon osebno sito, kot Ukrajinka sem nekako dotaknila do te zgodbe in sem hvaležna s Klopotenkom, smo skozi na vezi, zdaj ga motim na vsak način, ker nekaj rabim. Tako da zdaj mogoče bo ta knjiga šla v diasporo, ki je naredil, on je zdaj video sporočilo, Evgen Klopotenko tudi naredil za EQ, za kongres, Evropski kongres Ukrajincev in mogoče, če drugi Ukrajinci z drugih diaspor bojo želeli narediti tako knjigo, mi lahko posredujemo datoteko, da bi oni to tudi pri sebi naredili. Jaz mislim, da to je lepa zgodba in tako, da treba verjeti vedno vase in nikoli ne misli, da en nič ne mora narediti. 1+1 že naredi veliko, tako da jaz mislim, da to... Tako da ta zgodba se je začela nekako iz ruske propagande, iz Mercatorja in se je končala na UNESCO-vom seznamu. Hvala. Da skačem malo naprej med temi, v bistvu med aktivnosti, ki jih izvajate, ki jih je res veliko, ampak mogoče, če se spet povrnemo gospodu Jožetu, prej smo vas slišali v ukrajinskem pevskem zboru Drevo volji, torej ste tudi zelo aktivno član ukrajinske skupnosti, begunske skupnosti, oziroma prijatelj begunske skupnosti. Morda, če lahko poveste nekaj besed o tem, o pesmih, ki smo jih slišali, ali pa nasplošno poveste, kaj vam za vas pomeni to sodelovanje. Vse to drži, kar pravite. Jaz nisem tako na polovici, tako polovičar glede ukrajinske kulture. Zato, ker sem tudi spoznal, da Ukrajinci potrebujejo pomoč, ker oni so tudi kulturno bili napadeni, zdaj še vojaško, kako da jim ne bi človek pomagal, koliko pač moramo. Torej, jaz sem drugače orientiran bolj etnološko, etnografsko. Ne pojem teh modernih pesmi ali kakšnih prelet, ampak bolj te stare vaške pesmi, ki so se na selu igrali, peli. To mene zanima, ker sem nekako povezan z etnologijo, ker moram povedati, da sem v enem smislu dedič etnografskega muzeja, ampak to mi ne bojo oni priznali, ampak moj sorojak, dr. Niko Zupanič, ki je ustanovitelj etnografskega muzeja iz moje vasi, mi je veliko dal tega zagona, da jaz to razmišljam in marsikaj lahko govorim, ampak to je bilo predolgo. Skratka, ukrajinska kultura je tako bogata, pa to mislim, bi bilo krivično, da bi šli mimo nje kar tako. Tako da od vas drugih je še odvisno, kako boste delovali in zdaj vam prezentirali ukrajinsko kulturo. Jaz vam želim veliko uspeha, ampak brez medsebojnega sodelovanja, ta pravega, pristnega, ne bo uspeha. Torej, vse smo različni, ampak če znamo prisluhniti, znamo potem nekaj organizirati, potem nastane tudi taki projekt, kot je Kuharca. Andi je dokazal s svojimi knjigami že velikokrat. Vendar, recimo, jaz osebno razmišljam o samem jeziku. Jezik je neverjetno bogatstvo in ukrajinski jezik je res eno, kako bi rekel, tako bogatstvo, katerega tudi ne poznamo. Jaz opažam, torej pri Ukrajincih tudi
da ga ne poznajo tako, kot se jaz sem predstavljal, da ga oni poznajo. Ampak mene pa to zanima. Torej, ukrajinski jezik je potrebno negovati in jaz ne govorim, ko grem v Ukrajino, sem govoril po svoje, govoril sem po dialektu, mojem belokrajinskem dialektu in jaz sem vse razumel. Tudi gospa, s katero sem se pogovarjal in moški, smo se vse razumeli. Jaz ne potrebujem angleščine, da se sporazumem z Ukrajincem. Absolutno ne. Sem proti temu. Akademiki me lahko zaširijo, ampak se ne da. Torej, toliko upam, da nisem predolg. Torej, jaz mislim, da ukrajinska mova, jezik je bistvena za Ukrajince, kako za nas slovenski jezik za Slovence. Najlepša hvala. Še zadnji sklop vprašanj, na to pa bi rad odprl tudi možnost vprašanj publiki. Ina, smo slišali o spomenikih, kar je tudi bil velik del vašega dela. Ravno sem videl tudi sliko iz takrat, ko je gospod Porošenko obiskal Slovenijo in častno odprl spomenik v Ljubljani. Na to pa vsi vemo, tisti, ki v bistvu smo nekako okoli te teme zelo hitro, zraven tega spomenika se je pojavil spomenik ruskemu pisatelju in prav tako sem kakšen teden nazaj bil slučajno v Kranju, sem se šel pogledati, tam je tudi en spomenik Ševčenku, ki ga še nisem uspel obiskati do zdaj, tako da sem zdaj šel pogledati. Prav tam je tudi par spomenikov zraven, je kot zanalašč spomenik enega ruskemu pisatelju. Ne da zdaj gremo pač bolj politične teme, ampak se mi zdi vendarle je pomembno to nasloviti in tudi bi rad slišal tvoje mnenje. Kakšno sedaj ocenjuješ stališče ukrajinskega glasu, ukrajinske kulture, predvsem v Sloveniji, na splošno ali pa napram ruskemu oziroma v kontekstu te ruske agresije, ki se sedaj dogaja? Ja, pretihi smo, nažalost, še vedno pretihi, ne glede na veliko vojno. Vse veste, pred kratkim smo imeli večer in sem rekla tam v tem večeru, me včasih moji slovenski prijatelji, zelo razgledani ljudi vprašajo, pa je li še vedno vojna. Pri nas padajo na stotine bomb vsak dan, po 30-40 ljudi na dan umira, mene pa vprašajo, ali še vedno vojna. Premalo delamo mi Ukrajinci kot društva, kot posamezniki, ki ne govorimo včasih niti svoj jezik, se opravičujem, imam to veliko, se veste, kakšna situacija je s tem. Torej, ogromno še dela. Jaz se nekako zavedam, da moje življenje bo šlo v tem smislu, ne? Da pač bom živela v teh časih, ki se bo treba sam boriti in nič drugega. Jaz ne verjamem več, da jaz bom živela v nekih mirnih časih, ki sem mirno zložila roke, se usedla pri kaminu zraven ognja in plela, recimo tam nekako se reče pletla. Kvačala. To dvomam, no resnično, nažalost. Jaz mislim, da tudi Evropa se ne zaveda nevarnosti, kakšna je zdaj pred nami, pa ne samo strani Rusije, nasplošno, civilizacijska nevarnost. In mi tukaj sedimo, lepo nam je v Sloveniji, res je lepa, Slovenija je dežela, to je raj na svetu, raj. Ampak moramo se zavedati, da jaz delam kot turistična vodnica in vidim, da ogromno ljudi prihaja čez mene, različnih držav. In jaz nikoli nisem začutila neke take evropske pripadnosti, da nekdo poudarja, kaj je Evropa. Jaz vedno se zahecam, ker tam nekaj ta himna Evrope na mestni hiši Ljubljani, ki 3 minute kasneje vedno se reka, mi smo malo zamujali tukaj v Sloveniji, 3 minute za Evropo. Ampak v glavnem tale modra zastava s tistimi zvezdicami zdaj pod takim pritiskom ruske propagande, da ne vem, če ta zastavica bo preživela. In ne vem, če Slovenija se zaveda, da ta zastavica v bistvu vse nas skupaj Evropo rešuje. Če mi ne bomo skupaj držali, tako kot ukrajinska društva, da pomagamo ukrajinski kulturi, če mi Evropejci bomo vsak narazen neke svoje začeli, neke debate, mi bomo izgubili enemu večjemu nasprotniku, ki ni nujno, da je bolj razvit, kot smo mi. Tako se je zgodilo že z Rimskim imperijem in veste, kakšna je bila v tem situacija. Tako jaz zelo sem in Oleg, jaz ti resnično povem, jaz
včasih imam take, ni toliko optimistična vzorja, tako da, ampak delam na mojem nivoju, delam vse, kar lahko naredim. Zaradi tega mogoče moj mož, moja otroka mi včasih očitajo, da nisem toliko z njimi, ne, včasih pač kakšen večer, recimo, treba narediti ali še nekaj takega, ampak popustila pa jaz ne bom. Tako da mi moramo vsak po svoje delati svoje delo. To me lepo pripelje še k naslednjemu vprašanju, gospod Andreja, vi ste tudi mednarodno lepo predstavljeni, ste rekli, da čez nekaj dni se odpravljate v Novi Sad. Kako boste te teme, ki jih je ravno Karina povedala, tudi kako se boste s njimi soočali na tem evropskem ali pa mednarodnem nivoju in kaj pravijo vaši sogovorniki, kolegi iz drugih društev, diaspor, Ukrajincev po Evropi, jim je tam lažje, kot nam to v Sloveniji pri določenih zadevah, ali nekako se soočamo z istimi izzivi? Veste, kako pravijo Slovenci, povsod je lepo, doma je najlepše. Ampak nisem tako pesimističen kot Tina, ker mi smo velik narod in dobri ljudje smo. In mi verjamemo v dobroto ljudi in verjamemo, da bo zmagala pravica. Torej, to moramo zelo poudarjati. Torej, da mi imamo eno sožitje. Torej, vidite, v Sloveniji smo prišli in smo povsod kulturni in povsod smo, bi rekel, dobrodošli. Nihče ni rekel, da so Ukrajinci taki in taki. Torej, to je naše poslanstvo, da smo dobri in da znamo nekaj povedati in da pišemo knjige in da govorimo ljudem, da jih ozaveščamo in da jim širimo našo resnico in pravico. Torej, ni druge poti, ampak nič na silo, tako bolj umirjeno, z lagoma in z argumenti. Torej, kot je rekla Ina, se strinjam, premalo govorimo, lahko bi bili še bolj glasni, ampak da vi pridete na te naše kongrese, evropski, svetovni, pa to je neverjetno, koliko so ljudje, naši Ukrajinci, koliko so bojeviti, koliko so prepričani vase, koliko znajo lepo povedati, torej predstaviti Nemčijo, Portugalijo, Italijo in tako naprej. Torej, kaj oni počnejo, mene potem postane sram, pa jaz mogoče ne delam toliko kot oni. Čeprav imam toliko knjigi, ne vem česa in garam in delam, ampak toliko se ljudje zelo trudijo, pa grejo na proteste, pa pišejo peticije, pa ne vem, kaj vse počnejo. In tako da vam povem, da naša diaspora to je neki veliki čudež in zdi se mi, da ne boste vi užaljeni, Ukrajinci, ki ste prišli zdaj iz Ukrajine, da smo mogoče večji patrioti od vas in da res vsem srcem nikdar nismo pozabili naše Ukrajine, čeprav je zdaj že 120 let našega prihoda, ampak mi smo zelo, zelo trdi in bi rekel, Ukrajinci s srcem in z dušo. A kot si rekel, za jezik ukrajinski, to je duša naroda. In vsak jezik bilo katerega naroda, to je tvoja duša, tvoje srce in moraš ga negovati, in moraš ga imeti in to je edini način, da obstanemo. A vsi oboroženki bojo izginili, kot pravi naša himna, torej mi nočemo nobenemu nič slabega, a naj tudi drugi ne želi meni slabega. Ampak če me kdo napade, pa opustite, moram se braniti. Tako da hvala lepa, da ne moram preveč. Preden še odpremo vprašanje publike, gospod Jože, zadnje vprašanje, velike izzive, kot slišimo, so pred društvom, pred skupnostjo. Kaj načrtujete v prihodnje, s čim bi se želeli ukvarjati? No, mislim, jaz osebno imam ene svoje veliko načrte za sebe, a ne? Kolikor bomo lahko sodelovali skupaj, bom tudi poskušal kaj dodati, tudi vi, veliko razum. Organizirajte oziroma se pogovorimo in nekaj naredimo, a ne? Vendar, glede na to, kar je gospod Andrej rekel, pa Ina, glede, da se dotaknem sem politične situacije malo. Nisem, rekel, tako, rekel, vsakodnevno obveščen, ampak zazdal sem nekaj, kar je bistvenega pomena glede Evrope. Ruska propaganda hoče narediti v vseh evropskih državah razkol. In to morajo tudi Ukrajinci vedeti in podpreti nas, torej Slovence. Torej, ta razkol se ne sme odvijati in to je jasno, po beli dan za politike in to zaradi tega so tako skočili gor, ne? Torej, zakaj zakaj to delate, pravim? Pa Rusija je tako velika,
pa vam da nič ne manjka. Vi bi lahko bili čisto normalna država, ampak pustite Ukrajincem, da vam pokažejo, kako so oni dobri in sposobni, pa se boste od Ukrajincev naučili. V tem smislu jaz razmišljam, če so Ukrajinci bolj sposobni, pa pustite jim konkurenco, da oni, rekel, pokažejo in dokažejo, da se da nekaj več. Vi imate Rusijo ogromno državo, izgleda, da je ne obvladate. Pustite Ukrajince. V tem smislu. Oleg, če lahko jaz še povem. Seveda. Imamo mi nekaj konkretne, nismo neki tam sanjajoča društvo. Mi konkretno imamo stvari, ki jih želimo narediti in po boršču, jaz mislim, da vse je mogoče. Zdaj sem prepričana vas in nas v Ukrajino in ne glede na to, da sem tako izgledala pesimistična, sem zelo optimistična tudi. Ne tako kot Andrija seveda, Andrij to je naš vzorec, on s temperamentom prezame vse. In imamo tukaj, sem že na prejšnjem omenjala srečanju, besede Kijev me vrže v slabo mi postane, ko jaz slišim Kijev, to je ruska izpeljanka, pravilno je Kijev, in to se da v slovenščini izpeli čez K-I-J-I-V, Kijev, ni Kijev, to mogoče se sliši skoraj enako za slovensko uho, ampak verjemte nam, to ni enako. To tako, ko bi vam skozi govorili o Lajbahu. Tako da ta Kijev, na začetku, ko smo rekli, ne, prejšnjič je nekaj parih, Branko Soban omenjal, pa Katarina, pozabljam vedno skozi njen priimek, ki prevaja zdaj iz ukrajinščine, pa tudi je predavala ukrajinščino na filofaksu. Ona to tudi omenjala, da se dalo bi to izpeljati. Tako da mi bomo še tretjič dali vlogo na tisti zemljepisni tisto inštitucijo, pozabim vedno to ime, bomo tretjič, četrtič, petič, če bo treba dati vlogo, to prva stvar, in seveda ruska kapelica. Dajmo bod, konkretno to ni ruska kapelica. Ne? Ruska kapelica, to se tako reče, Kijevska Rusija, napačni prevod, Rusija ne obstajala v tistem času, ki je bil Kijevska Rus. Rusije ni bilo. In ta prevod nepravilen zmede vse in mi ne moramo dokazati, kdo smo. Mi smo tisti Rusi, tale pač post-vikingska družba, ne, ko so prišli vikingi in so živeli Slovani, Poljani in tako naprej. Tam, kjer zdaj Rusija, ki se prevaja Kijevska Rusija, je bila ena veliko močvirje in potem se temu začelo reči Moskovija do 1721. To je bilo Moskovsko cesarstvo in tako naprej, dokler Peter Veliki to ne spremeni v ime Rusija, ne? Rasija. In mi ne moramo Ukrajinci zdaj sprebiti čez to steno in dokazati, kdo je kdo. In to je težko in potem ljudi ne razumejo, kaj mi hočemo tam dokazovati, da smo mi neki drevni pa predrevni, mi smo drevni res. In če nam hočejo vzeti vse ta naziv, se mi borimo za svoj, v bistvu za svoj obstoj, mi se borimo tukaj. Naj to bo jasno in glasno povedano, gre za eksistencialna vojna, gre za genocidalno vojno. Nas hočejo umoriti. In če začnemo tudi z besed, to je že pomembno. Kijev, ruska kapelica ne obstaja, to je absolutno ukrajinska, to je iz zahodne Ukrajine, grško-katoliška kapelica. Andrij to boljš ve, on se s tem veliko ukvarja in upam, da to bo prišlo enkrat na svet še ena knjiga, ne Andrij? Tako, to in še ena stvar, ki sem jo pozabila, je boršč. Tisti kulturni miks boršč, ki jaz probam tudi upeljati skozi naše društvo, ne? Če mi Ukrajinci bi naredili v diaspori, to morate vi zdaj to peljati, v OEQ in potem na svetovnem kongresu. Če to bojo dnevi ukrajinske kulture po celem svetu, to ne more biti 10 000 dogodkov ukrajinskih društv. Vse lepo in dobro, ampak točno mora vedeti, Božole Novo, Francozi imajo 3. četrtek novembra, ne? Ne vem tam, kaj že, Dan Evrope je tam 9. in katere že, tako mora biti, ne, točno ve se, Ukrajinci zdaj bojo imeli kulturni miks morši, gremo pogledati kakšen ukrajinski film, gremo pogledati kakšen ukrajinski nastop. To jaz hočem speljati, ker diaspora zdaj bo prevzela eno drugo vlogo. Mi ne moramo zanikati diaspore, Ukrajincev je ogromno v tujini, mi moramo to speljati kot en velik projekt vsi skupaj.
Ko gledam tebe, gledam z razlogom, a veš? Strinjam se osebno. Gledam z razlogom. In se mi zdi, mislim, prej spet sem gledal malo fotografije pa tele afiše, ki ste jih zapeljali. Čisto kje si morda dobivala navdih, ker v Sloveniji poznamo, ne vem, dneve take kulture pa drugačne kulture iz te države pa one države, ampak da bi, mislim, počasi se to začne spreminjati. Letos smo lahko videli na zaslonih v Kinodvoru pa v Ljubljanskem kinofestivalu dobro število ukrajinskih filmov, ampak to je šele začetek. Ime, konkretni datum, ime in to brand mora postati svetovno znan. Potem to bo šlo naprej. Tako kot Maslenica, ni treba veliko. Naredite enkrat, ampak dajmo narediti toliko. Zdaj mogoče šla se malo v naše notranje debate ukrajinske. To je zelo dobro, mislim, da odpre tudi publiki, malo smo pač sproščeno začeli pogovarjati, tako da jaz to slepo vabim, da zastavite vprašanje, da se pridružite debati, vse bomo na kratko, vidim, da gledaš na uro. Gledam bolj zaradi delavcev v knjižnici, gledam na uro, pa še damo zborček, ne pozabi, da imamo še dva. Ja, vem. Zelo na kratko, kakšno vprašanje tudi v ukrajinščini, будь ласка, якщо зручніше українською ставити запитання. Колік був приведив. Я з задоволенням перекладу до наших гостів. Lepo prosim. Lahko seveda tudi kasneje, ampak Joj, seveda. Imamo nekaj knjig danes, 20 evrov recimo knjiga. To bomo seveda, to vse bo šlo v dobrodelnost. Noben evro ne bo prišel v naše društvo, mi bomo to poslali v Ukrajino. Tako da 20 evrov, če kdo želi, s podpisom. ja. Klopotenka ni, ampak tudi klopotenko bomo še kdaj. Jaz ti bom podpisala to moja soseda, tako da bom je podpisala. Sem zate pustila knjigo, veš. Tako da 13 knjig imamo, če kdo hoče kupiti, potem je zelo absolutno ena, kako se temu reče, kako se reče v slovenščini, pozabila sem, perlina. Ne? Se reče perlina? Biser. Biser. Skozi pozabim to besedo. En biser, 100 ukrajinskih knjig, ukrajinskih pesem. Andrij to že nekaj časa nazaj napisal. Ukrajinci radi pojmo s prevodom, z notami. Tako da nekaj še jih je, tako da če boste hoteli kupiti knjige, prosim, kasneje po dogodku pridite k nam, se bomo že organizirali. Še kakšno vprašanje, preden predam besedo zboru? Mogoče jaz. Izvoli. S čem, Andrej, vi začneli spoznati Ukrajino in zakaj? A zakaj? Torej, Ukrajinec pozna Ukrajino. Torej, jaz sem se do 7. leta pogovarjal izključno ukrajinsko in moja mati se je morala poročiti za Ukrajinca. Torej, ni bilo tam v Bosni se poročati drugim in tako naprej. Torej, v duši, po srcu Ukrajinec in veš čas slišiš to, pogovarjaš se in tudi pravljice in ne vem kaj. Torej, tako da mislim, da sem se tudi zelo dobro naučil in tudi zdaj tudi predavam drugim, rekel, ampak ne ukrajinščino, slovenščino, ampak znam zelo dobro pojasniti to ukrajinščini in tudi zelo dobro razumejo. Tako da ni težko biti Ukrajinec, če si se rodil, to je v genih. Karina, jaz sem začela 2014. biti Ukrajinka. Ja. Resnična Ukrajinka. Tako, po Majdanu. Prej pa tako nekako, veš, nekaj sem se zavedala, da sem, ampak to zastavo našo ukrajinsko, jaz sem prvič videla, ko sem bila 12 let stara. Sploh ni mi v mislih ni bilo, kaj je to, ko sem rojena v Sovjetski zvezi. Ko sem to videla, sploh nisem vedela, kaj je to. A veste, pri 12 letih še, tako da Andrij bolj Ukrajinec kot včasih, kot nismo Ukrajinci iz Ukrajine. Več vidiš, ko si dlje od svoje domovine, veliko več vidiš in slišiš in čutiš. To je nekaj neverjetnega. Kot se rekel, moj dialekt in tam, kjer smo se rodili, popolnoma enako, težko me ločijo tam, da nisem jaz del njihovice. Tako da to povem, ne da se hvalim, ampak to je res. In so mi tudi rekli, to je točno tako, kot oni. Veš, kakšno on pozna tiste izraze ukrajinske? To znamo. To taka, sam učiš se od njega. Zavedajte se, da ukrajinščina ima 250.000 besed in plus še 400.000 dialektih in besed. Poveste, kakšno bogatstvo to jezika in to lahko govoriš
Torej, ogromno besede, ki se ne da prevajati slovenščino ali pa hrvaščino, absolutno ne moreš, ni prevodljivo, ne. Naprimer, to, recimo, derevo volji, nikako ne moremo to voljo mi prevesti. Dve volje imamo v Ukrajini. Ja. Torej, ogromno je teh, bi rekel, torej, jaz se zelo zahvaljujem derevo volji, torej imamo še 2 zbora, zdaj hvala Bogu, derevo volji je najbolj številčno, hvala, 100-krat sodelujejo, imamo še verbeno in imamo še novi zbor, to kupuje tudi moja kolegica Ina in smo zelo srečni, da to Slovence predstavimo in predstavimo se s kulturo in z dobroto in ne z nobenimi temi, torej politike ni treba preveč, torej v glavnem pokazati, kdo smo mi. Ker vsi so ti politiki, vsi so ne vem česa, torej tudi rečo, pa kaj nas briga, to vojna. Torej vsakega nas to boli, tudi Slovence to boli. Ampak ti slabe stvari nekako daješ po strani, a pričakuješ nekaj lepega in dobrega. In torej dajmo mi biti lepi in dobri in lepo in dobro delati, peti in pokazati. Ker, na primer, v ukrajinščini ima, nekdo je rekel 2000 pesmi, to je bilo mene zelo užaljeno, torej 200,000. Imamo samo 10,000 pesmi kolomejki, samo iz zahodne Ukrajine. A kaj še le, da drugo da ne govorim? Tako da lepo prosim derevo volji, ne vem, kdo je vas to rekel, pravi 2000, pa to je mene zbodlo, 200,000. Tako da je najbolj bogat, noben narod na svetu nima toliko narodnih pesmi, kot jih ima Ukrajina. Tako da, hvala. Če dovoliš, Andrej, dotaknem se le pesmi. Ja. Kakor si tudi ti nekako opredelil glede prevajanja pesmi. Pesmi iz drugega jezika je največji zalogaj v prevajanju. Vse drugo lažje kot pa pesmi. Tako da se meni zdi, da glede teh pesmi je potrebno večji angažma tudi v prihodnosti, da nastane med vami veliko kakšna skupina ljudi, ki bi prevajala ukrajinske pesmi v slovenski jezik, ampak to je zelo težka zadeva. Kar se tiče pa ime zbora, zakaj bi, jaz osebno nisem bil pristaš, torej da ne bomo samo hvalili, tudi jaz včasih kritiziram tudi, da ne bi, torej meni ni šlo ta naziv čisto, da ga bi morali prevesti potem, torej da na vsak način, zakaj pa ne bi ostalo kar v ukrajinski movi, v ukrajinskem jeziku, derevo volji. Ampak dobro, to lahko se veliko še pogovarjamo, ampak jaz osebno imam slovenski izraz, kako bi rekli temu, prevodu, ampak ni absolutno pravilno. Nimamo besedo viharnik. Viharnik je drevo na vrhu hriba, ki kljubuje vsem letnim časom in na dolgi rok. To je viharnik. Ampak lahko še kaj drugega, ko sem mimili. Mislim, da boljšega uvoda za našo zaključno točko ni mogoče najti, tako da najlepše hvala za to. Izjemno zanimivo tudi zame, ker sem tudi soočal s tem vprašanjem, kako prevesti ta zbor. Tako da še enkrat hvala našim sogovornikom, hvala vam za vprašanje in za zaključek še pevski zbor. Bom kar uporabil viharnik, pa vidimo, če bo pristalo. Prej smo slišali 2 kozaški pesmi, zdaj pa še 2 skladbi Ojna Gorica, Hane Stojale in Obe Bože žeto. Najlepša hvala. Imate prevod. Ja. Hvala lepa. Hvala lepa. Доброго вечора. На початку цієї події ми заспіваємо 2 пісні. І перша пісня співається в автентичному стилі, тобто так, як її співали в селах Слобожанщини. Слобожанщина – то є східна частина України. Віють вітри. Козацька пісня Слобожанського краю. Веють вітри, веють, веють войні, вітер,
питає. Скажи, вітре, скажи, буйний, де козацька доля. Скажи, вітре, скажи, буйний, де козацька доля. Де козацька доля. Твоя доля, козацька в зеленому гаю. Твоя доля, козацька в зеленому гаю. В зеленому гаю породила мене мати в зеленому житті. Породила мене мати в зеленому житті. В зеленому житті дала мені гірку долю, треба з нею жити. Дала мені гірку долю, треба з нею жити. І друга пісня одна з самих відомих пісень козацьких теж. А я в це дивлюся, де моя Марусь. Туди козашка пісня, Так. матері привод, українщина, пасовинщина, і Бо ти віриш. Люба, і вас занимати сиділо, Якби в мене сивий кінь, я серденьце маю, я поїхав за Дунай, там дівчину маю. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж моя Маруся. Я приїхав за Дунай, я прийшов до хати, стара баба, старий дід, ще й дівча Кирпате. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж моя Маруся. Як прийшов я в хату, дали мені сісти, поставили бараболю, неухвину їсти. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж моя Маруся. А я ті бараболі по столу качаю, на палицях, паляницях я на них моргаю. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж моя Маруся. Погасили каванець, полягали спати. Я за тії паляниці, дай тікати з хати. Не попав він в двері, а все головою, стара баба, старий дід, зверху працювою. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж моя Маруся. Не попав я тікав я через тин, через перелази. А дід ціпом, аж 4 рази. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся? А я все дивлюся,
Ми покажемо ще 2 пісні. Остання наша програма була «Пісенна мапа України». Тобто ми брали з різних регіонів України пісні і намагалися показати, що вони дуже різнобарвні. І я хочу подякувати спільноті Любляна Київ, бо ми дуже багато з ними співпрацюємо, і завдяки їм ми побачили і чудову Словенію, і ми спілкуємося в Хорватії, також приймали участь у конференції, і за це дуже дякуємо. І одна з пісень – це Чернігівська. Після того, як ви завершите, переходите. Зараз переклади. Окej. Samo nekaj način, torej pesmi, ki ste jih slišali, boste slišali neko vrste pesem zemljevid Ukrajine, je zaujema različne dele države in so to pesmi zelo raznolike in ob tej priliki bi gospod že rada zahvalila Društvu Ljubljana Kijev, zato ker so dali veliko priložnosti in za nastop po Sloveniji, pa tudi v drugih državah. Hrvaškim. Так. І зараз Чернігівська релігія. Ви на горі цигани стояли, візьміть. Sedaj pa na pesmi iz regije Črnige, vojno beš Črnige stojal. О, так? Ага. Ой, на горі цигани стояли, ой, на горі цигани стояли, стояла, думала, циганочка молода, стояла, думала, циганочка молода, циганочка молода. Ой, сад виноград, зеленая роща, ой, хто ж виновата, или теща, теща виноватая. Ту циганку цигани любили, за циганку цигана побили, стояла, думала, циганочка молода, стояла, думала, циганочка молода, циганочка молода. Ой, сад виноград, зеленая роща, ой, хто ж виновата, или теща, теща виноватая. Есть и гребень, есть и лен, есть и 40 веретен. Сиджу я, брежу я, і в окошко гляжу я, чи не їде, чи не йде, серденятко моє, серденятко моє. Стукалка, самає, випиває, стукає, випиває, стукає. Штомбер-вомбер випива, штомбер-вомбер виграва, черва козир бубна грає, без козира ритуза, туда юка, туда юка, куда мила, туда я, куда мила, туда я. Штомбер-вомбер випива, штомбер-вомбер виграва, черва козир бубна грає, без козира ритуза, туда юка, туда юка, куда мила, туда я, куда мила, туда я. Ми співаємо 2 пісні. Одна словенська, а друга українська. І вони дуже подібні, як за нас. Це побажання на Новий рік нового щастя. І зараз ми готуємо концерт на божичні пісні, за божичні пісні. І будемо запрошувати вас.
дай Богець і роди Божі. Ой, дай Богець, дай того плоте, дай нам цю доброте, дай зачреде зелене травіце, дай